Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Dobrodošli v resničnostnem šovu Klepet ob kavi! Ni res, da pijemo kafe, pa ni res, da je resničnostni šov, je pa res, da imamo resnične ljudi in je res, da imamo danes v naši družbi rekorderko, slovensko rekorderko v resničnostnih šovih. Maja, zdravo! Pozdravljena. V Bravo. 10? 10. Deset? 10, ja, 10. Ja. 10. In to je dosti zdaj? Ja. Ja, ne boš več. V bistvu nikoli ne reci nikoli, ampak Ja? sicer v Sloveniji sigurno ne. To si mi zdaj vrgla kos. Ja. Zakaj pa v Sloveniji ne? Zato, ker mislim, da sem že dovolj naredila, da saj neka publika me spremlja, pozna in zdaj tudi končno je prišel čas, da lahko predstavim svoj avtorski izdelek, Bravo. CD z avtorsko glasbo. Bravo. Ker na koncu po vseh teh 10 talent šovih nekako pač se hočeš pokazati, Ja. ampak najbolj se lahko pokažeš za avtorsko glasbo. Pač s Ja. tem, kar tu čutiš in daš od sebe. Ok, torej, kaj je zdaj po 10 resničnostnih šovih resnica iz ozadja, da ti nič kaj ne koristi, ali kaj? V bistvu ja, na nek način, ampak odvisno, kako potem v glavi to sprejmeš. Nekateri pač preveč pričakujejo in so razočarani, ker izpadejo, ker niso všeč žiriji. Ampak jaz pravim, da pač moraš iti naprej, ni konec sveta, ker za sebe to delaš, zaradi sebe poješ, ne pa zaradi tistih 5 v žiriji. No. Ko si bila v tem nemškem, to je bil v bistvu ful, ne? Koliko jih je bilo? 10 000. What? Nemčiji je bilo 10 000, iz Švice, Avstrije in Nemčije. Ja. In sem prišla med 36 najboljših. To je, mislim, en ful uspeh za mene. Mislim, da sem šla izven svojih okvirjev, izven meja Slovenije. Ja. Tako da šla sem probati, če bo kaj, če ne pa ni konc sveta. Ja, valjda, da ne. Ja. Ampak nemško pa to ti vse gre, ne? Ja, no, kaj je problem? Kaj je problem? Ja. Res, mislim, dobro ti grejo te zadeve. Jaz, ko sem te gledala, en posnetek, sem bila obvlada dejansko, ne? Ja, jaz sem v bistvu turizem študirala in na Bledu in Mariboru srednjo in pač nemščina je nekako v Mariboru kot drugi, skoraj kot prvi tuji jezik, poleg angleščine in ni bilo problema, no. Tako da pol paditi zopet v ta nekako okolje. Veliko sem nemške glasbe poslušala takrat, nemško televizijo sem gledala dosti in pač pol nekako podzavestno, ja, in pa imaš še take ljudi okrog sebe in se moraš pač v nemščini sporazumeti, no. In ful so pomagali. Hoteli so me prikazati v bistvu vse nas v najboljši luči. Niso se norca delali, niso te zaničevali kakorkoli in so še mi vprašanja poslali domov, da sem se jaz lepo lahko prej pripravila, da jih v nemščini lepo na intervjujih lahko odgovorim in res jim svaka čast. Bravo! Tako da je. Ja, lej, tukaj le vidim, ne, recimo na tej tvoji plošči vidim Pieces, ne, pa veliko takih krajev, ne. Se pravi, zihar zelo dobro obvladaš tudi različne naglase, pa so ti naši pripravili eno igrico, ne. In sicer tukaj je nekaj naglasov, ne. Po moje, ne vem, tlele vidim čez en prekmurski zigar bom. Zdaj pa jaz ne vem, kateri so, ampak bom pa dala to nad glavo in pol ti nekaj poveš o tem naglasu in probam jaz ugotoviti, kater naglas je. Ok, pa še malo bom zmešala zaradi tega, da ne bojo, ne. Lahko pa rečeš kjerkoli stavek, mogoče tiska je najbolj značilna, ne. Dobar. Evo? Ok. Kaj te zdaj ti delaš tu, ne? Sva mi, da tule pijema kavo. To je po moje štajerski. Sam, če je štajerski, pol ne pijeva kavo, veš. Ok, kafe. Ok, to ti je šlo. Recimo. Tega pa nisem prepričana. Probi. Kaj bi lahko rekla? Sploh mi nič ne prije na pamet. Ne? Tako da, ne. Kaj pa imajo tam? Kraški pršut. Ok, kraški. Ja, SZ, to ti jaz lahko povem, SZ, pa kaj imamo še, kaj imamo našega SZ, pa homo je za domov, ne? Pa wače je wače. Nekaj novega se bom pri tem naučila, ne? Definitivno. Evo, naslednji. Ja, gremo te, pa smo gučali, pa smo se fajn imeli, ne? Štajerski sva že, ne? Ja, Čekaj. ne, gučaš. Gučeš, prekmurski? Ja. Bravo, okej. Vidim, da ti gre dobro. Zdaj, ker je narečje, pa ni v slovenščini. Ja, v redu, vse gli. Lahko poveš, ne vem. We were drinking tea.
when we were sitting down. Oh, well, if you were drinking tea, it must be British English. Well, more American English. Oh, American! Ja. Ok, American. Ja, American. Ok, dobro. S tem čajom si me čist. Ja, ne. Če Ja. angliški. Ja, če bi bilo ameriški, bi mogli we are going to go some hamburger. We're gonna go and grab a hamburger. Ok, kako bi zdaj to zapeljala? Ne vem, tako lepo se da zapet v tem narečju. Kaj pa? Zapoj, poj. Ma kaj, ma sej je tako lepo, ne? Ne, Lepo smo se, tako lepo, ja, čakaj. Ma kaj ima ona, ma sej veš, je tako zelo lepo, ne? ja, na Primorsko. Dober je. Yes. Bravo, dober ti gre. Kaj smo že okrog? Ne? Spasiba, si. Spasiba. Spasiba. Kako bi to? Že spasiba je v tem jeziku, ne? Ja, ampak spasiba. verjetno Spasiba. A se te hecam, a je ruski? Ja. No, evo. Ja, no, yes. A zdaj ti bom pokazala, Ok. kaj je res ruščina, kaj je slovenska ruščina. Dajmo slišati Daj. slovensko ruščino. No, evo, to je bila je ruska the best. slovenščina. To je bila Odlično. ruska slovenščina. Tako da veš zdaj, ne? Za prihodnje. Ja. Aha, ok. To pa zdaj je, we were drinking tea. Hey, okay. Yeah, at 5 o'clock. At 5 o'clock? Yes, indeed. Okay, indeed, that's great, that's awesome. Elevator. Ne? Yes. Elevator, lorry. Torej, zdaj pa sva že okrog. Zdaj smo že okrog, ok, super ti je šlo, bravo, bravo, bravo. Nova plošča, torej Pieces, vidim, da je CD. Ja, CD Jaz imam problem, ne? Moj avto ne šteka več CD-jev, ne? bi moglo biti na USB-u. Ja. Tudi jaz nimam v avto CD playerja. Ja. Pa še dobro, da imam stari ta laptop, ko gre notri Ja. CD, drugače pa je danes ful problem Ja. dobiti neko zadevo, da lahko CD-je poslušamo. Jaz sem si šla kupiti, da imam CD predvajalnik. Je super. Ker Jaz nijem lahko tudi na poslušam. računalniku, ne. Fajn, tukaj le vidim, da si sodelovala, oziroma da so sodelovali kar neki posebnih gostov. Ja, v bistvu ta naš CD, Pieces, je v sodelovanju v bistvu projekt Maja Založnik and Moonshine. Moonshine Band je v bistvu moja ekipa, ki prihaja iz Novega Sada, iz Srbije. A daj ne. Ja, tako da Kosta Mađarević na basu, Miloš Mačeta na klavirju, Stefan Popovič, tonski mojster, Milica Uzelac je na kitari. Trenutno iščemo še nekega bolj resnega bobnarja, tako da res celotni izdelek, ful sem vesela. No, končno, pač, ko si rekla, ja, je že bil cajt, ne, Ja. končno sem našla po 10 letih, 10 talent showih pravo ekipo in so se vsi delčki nekako poklopili in zato je tudi album Pieces. Pieces. Ja. tako da. Si rekla bobnar, ja, in ga bolj resnega. Ja. Mater, ti bobnari so zmer taki, ne? Ne vem, kaj je to. Ampak jaz sem zmer padala na bobnarje. A res? Ja, No, ok. ne vem, tako veš, on občutek ima, brez bobnarja ti težko, ne, Ja, igraš. ne gre, mislim, Pač- vse gre akustično, ampak boben te nekako požene še naprej, no. Ampak smo imeli zdaj na promociji plošče v Sputniku Sebastiana Kerekeša, enega boljših bobnarjev iz Srbije, smo si ga sposodili nekako za tot naš večer, dogodek in je full fine ratalo, no. Tako da upamo nekako, no, da ga mogoče dobimo na našo stran. Tako da, ja. Upanje ostaja, definitivno. Ja, na kakšne pa ti, ne, mislim, bolj padaš? Jaz sem takrat na bobnarje bolj, no. Imaš kakšen tip? V bistvu, ja, no. Pač meni so sicer- bobnari seksi, no. Aha, ok. Res. Ja, jaz pa zdaj imam doma punkerja, Aha. tako da bolj v te... Verige pa to. Ja. Bolj Tetuji, se pravi, tetovaže, brada. Ja. Taki, rokabili punker, neka... Dec. Ja, ta pravi dec, ja. Ja, da si ne da si obrvi brije, ne? Ja. Ja, no, Da si brado obriješ. Ja, pa že to bolj pa redko, ne? Ja. Omenila si tatuje in sama si prekrila vse tatuje, ki jih imaš. Ja, pač naj bojo prišli ljudje na koncert in bojo na koncertih videli moje tatuje. Koliko jih pa imaš, no dej? Mislim, da vse skupaj 29.
v grobem, ampak tak, če gledava te manjše, ampak tak v totalu pa rečemo 6. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29, Še skupaj. 29 tatujev ti je ratal zakrit svakati čas. Ja, lej. Veš, koliko še je prostora? Ja, okej. Tlele imaš tudi en lep tatu, ki ga kamera sicer ne vidi. A ne, to so štumfi. Ne, tatuje. Je tatu? Ja, tatuje. Ampak tvoj dedi pa... Ja, moj dedi pa reče, kako fajn, da ima Maja tak fajne štumfe, ne, z pač več različnih parov štumf z istim vzorcem, ne. Pa tako mami reče, ne, to so tetovaže. Kaj pa je pol rekel? Nič, se krtihno je. Ampak okej, se sprejme, itak sprejme. Baka pravi sicer, se imaš dost, ne rabiš več, ne. To je rekla pri ta prvem že, ne? Ja. Pa je bilo pa še 28. Tako da pač jaz se dam na mnenje svojih dragih doma, ne družine, ampak pač meni je to všeč, to je moje telo in jaz delam z njim kačim. Ja, kako pa zbiraš te tatuje? V bistvu večinoma te tetovaže, kar so pin-up dekleta, tako kot sem jaz tudi eno pin-up dekle, in vsaka ima eno funkcijo, tule je pevka, tule je pilotka, potem je mornarka, glavnem, pa imam tu enega rokabilija. Takrat, ko sem si ga dala tudi gor narediti, je bila v bistvu, sem rekla, to pa moj bodoči mož, no, in pa sem pač mojega Marka spoznala, tako da. Nekako, ja, vse je tule Ko si už dala otroka tetovirati, vemo, kaj sledi. Ja, ne. Ja, okej, dobro. Drugač pa, evo, imamo še eno igrico za tebe, koliko dobro poznaš tatuje drugih, bomo pokazali prvo fotografijo, če prepoznaš, od koga je to? Nimam pojma. Lej, jaz tudi ne. Svetovno znanih, a slovenskih? Svetovno znana je. Jaz tudi ne vem, ampak lej, naši urednici je ta ženska všeč, ne? In jo je dala noter, ne? Kaj si rekla, da je? Neja. Cara Delevingne. Aha, ne bi nikoli ugotovila. Ampak ja, zanimiv tatu. Ja, kakor ne, da bo imela, da bo neustrašna, ne? Kaj je lev. Ja, jaz sem tudi levinja po horoskopu, ampak nimam nikjer dobenega leva tetoviranega. No, ona pa je. Imam leva v sebi. Ja, a ne? Ja. Po mojem bi bilo malo preveč, če bi si še leva dala gor. Ja, pa je bilo preveč, ja. Preveč bi rjovela. Okej, dajmo pogledati naslednjo fotografijo. Kjero imamo naslednjo? No, pa da vidimo. Ta je ful znana. To je kaka ova... Ova je, ja? Angelina Jolie? Ja. Ja? Ja? Bravo! In sicer je zgodba za tem tatujem, poznaš? Nimam pojma. Da ti bi jaz prebrala, jaz tudi nisem vedela. V glavnem prekriva prejšnji tatu, ki je imela gor zmaja, pa od bivšega moža ime, in to so pa zdaj koordinati, kjer so se rodili njeni otroci. Oziroma, kjer jih je, kao ona je veliko posvojila jih, ne? Torej, kje jih je prvič videla. Zanimivo. A še nisi na tej fazi, da bi mogla prekriti kakšen tatu? Ne, glih razmišljam, kako je to uspelo, no, če je imela toliko veliko stvari gor, pa da je se zelo malo vidi, da je prekrito vse. Ja. Nisem imela, mislim, da nikoli ne bom imela to, da moram prekrivati svoje tatuje, oziroma tatu čez tatu narediti. Ja, razen če delaš bedarije, ne? Ja. Meni je en tetover rekel, da najslabše, kar lahko narediš, je to, da si daš ime od nekoga. Ja. Baje, ja. Ja. Ja, jaz imam nimam dobeno ime. Ja. Jaz poznam enega fuzbalerja, ki je imel Katarino, pa si je dal K-tlele gor tetovirati, pa je šel pa z njo na razen, ampak njegova naslednja punca je bila tudi Katarina. Aha, problem rešen. Ja, ne, tako da je kar. Dajmo pogledati naslednjo tetovažo, da vidimo, če boš ugotovila. To je dec, kakor vidva, ne? Drugač, ful zaželen moški. A, Beckham? Ja. V redu. Cruz in Brooklyn sta sinova, križ pa ponazarja duha v smislu angela varuha. Ok. Ja, ok. Tudi prav. In imamo še zadnjega, še enega. Dajmo pogledati. Amy Winehouse? Ja, bravo! Evo, tako. Blake. Poznaš zgodbo za tem tatujem? Ne. To je ta njen, ne? Ta njen, ja. Ja. Ko sta se toliko zdrogirala. Ja. No, sam le to pri glasbenikih je. Čeprav jaz nikoli ne razumem, ko gledam posnetke iz njenega koncerta, zadeta, počena k mamba, ampak folk pa kar nori.
V bistvu jaz sem gledala ta njen dokumentarc in jaz sem tako jokala zraven. A res? Zato, ker v bistvu, koliko sem jaz dojela njeno zgodbo, da so jo potisnali. Ona je hotela biti, se pravi, pisec in tekstov in muzike, Ja. ni hotela biti tako izpostavljena. In pol pač ta drugačnost, ta drugi stil jo je pač potisnalo ven, da so jo hoteli ljudje poslušati. In tudi njen oče je kar dosti stal za tem, da jo je potem potiskal in nastopi, ona tega ni želela in se je pol zadela in napila in pač pol smo videli, kako je žalostno končala, no. Ampak res prav tako, ne vem, ker meni to se me ful dotakne, no, take zgodbe, ker... Ja, to pa nisem vedela. Ja, poglej, če imela možnost dokumentarc. Ja. Tak, Gledala sem od ta začetka. Bohemian Rhapsody. Ja, to tudi, ja. Kaj je dober, a ni dober? To ga je dober oponašal svakamo čas, mislim. Tudi vsi ostali band so bili toliko podobni originalu, no. Ja, res Tako da, ja. vrhunsko, vrhunsko. Vrhunski, ja. Bravo, bravo. Evo, Pieces, upam, da bojo tudi posneli, ne, kaj. Tvoja zgodba bi bila definitivno zanimiva za kakšno produkcijo, ne? Ja, dej, povemo še komu, da, ja. da pokličejo, pa povem zgodbo, ja. Če tebe pa nikoli tak niso kam silili, da bi kaj mogla delati, kar ti ni pasalo. V bistvu sem imela razne ponudbe, ampak Ja. ker nisem to začutila, sem zavrnala. V bistvu klicali so me razni producenti ali pa kaki avtori, pa nisem začutila energije, da bom to jaz prepevala oziroma to naredila, vsega ne. Pa ti je Zato je to- tudi toliko časa trajalo, da sem sploh prišla do avtorskega CD-ja. Ja, jaz ti še enkrat čestitam. Hvala Doma, lepa. ko imam CD predvajalnik, bom poslušala. No, ja, lepo da je. 11 skladb se nahaja, pa še bonus track You Are My Life. Ja. Všeč so mi pa naslovi. Manifest resnice, ranjena ptica, življenje je igra brez pravil, enkrat dovolj, smejem se in pusti tok. Ta mi je všeč. Ja, ja. Na katero najbolj staviš, katero najraje poješ? Najraje, vsaka za sebe ima neko zgodbo in neko sporočilnost, no. Ja. Tako da vse rada prepevam, no. Zdaj trenutno je tale življenje igra brez pravil, Ja. ker je zaradi same teme. Ja. Enkrat dovolj pustiti vse, no. Ja. Moram to povedati, da pač je CD je čist, kako bi rekla, 2. maja. Vsi ste me vajeni v soul in blues vodah, to je Ja. pa čisti pop rock. Alternativni pop rock. Tako sem šla izven svojih okvirjev, Ja. zato ker s tem lahko rasteš in nadgrajuješ se in se nekaj dajmo probati, pa še to, da je 7 ali 8 pesmi v slovenskem jeziku, ker sem jaz imela prej sama s tem probleme v glavi za Ja. slovenščino, da pač slovenščina se ne da uglasbiti, pa da ni spevna in vse skupaj, ampak zdaj na koncu ugotavljam, da je res A nemščina je pa boljš? ne določene pesmi v nemščini, no. Ja. Ampak nekako sem bila ful zelo povezana z angleščino, ampak tokrat sem pa tudi presegla samo sebe, da sem šla v slovenščino in sem ful ponosna na to in na celo ekipo. Bravo, vidiš, to mi je ful Tako všeč. da, ja. Še eno vprašanje, ali verjameš v nezemljane? Ja. Res? Mislim, nekaj sigurno mora biti poleg nas, ker nismo edini. Tako da ja, mislim, da je nekaj. Sicer ne vem, kako izgledajo, če izgledajo tako, kako je televizija to nam prikazala, ampak nekaj sigurno mora biti. Mora biti, ne? Ja, tako da. Odlično. Mora biti pa kdaj pridejo na kak koncert. Ja, no, pustimo se Vabljeni, presenetiti. ne? Vabljeni. Evo, Ja. brezplačna posnina za vse predstavnike drugih civilizacij. To je. Super, hvala Maja za tale pogovor. Pieces, torej zgoščenka prva Maje, ki ste jo danes še bolj spoznali, pa ste ugotovili, da ima 29 tatujev, pa noben ga ni pokazala, ne? Ok, v redu. Okej, v redu. Tako da, evo, hvala ti Hvala lepa, tebi. poslušamo tvojo glasbo in se še družimo s tabo. Kdaj te povabim na kakšen izlet presenečenja. Sicer pa glasba je tista, ki že tisočletja velja kot neko terapevtsko, neko sredstvo, nek pripomoček in dajte torej uporabljati tisto glasbo, ki vam paše, pa zraven pojte tudi, če vas sosedi slišijo.